Uporabniki cest si želimo, da bi promet po njih potekal varno, udobno in gospodarno. A vozišča so v Sloveniji vsako leto slabša. Današnje prometne obremenitve na avtocestnem omrežju so od 3 do 4-krat večje od napovedi, ko so jih načrtovali. Podobno velja tudi za druge državne ceste. Direkcija Republike Slovenije za ceste vzdržuje in upravlja 6000 km državnih cest, od tega jih je 70% v slabem stanju. Sredstev, potrebnih za vzdrževanje in obnovo, je vsako leto manj na avtocestnem in tudi preostalem cestnem omrežju. Zato je toliko bolj pomembno, da se pri obnovi odločamo za načine sanacije, ki so cenovno ugodni in hkrati ne obremenjujejo okolja. Za učinkovito upravljanje s cestami moramo poznati dejansko stanje. Eden od načinov sanacije poškodb je lahko hladna reciklaža na samem mestu. Samo tehnologijo in proces poznamo v Sloveniji zelo dobro in ga uporabljamo že od leta 2000. Na direkciji uporabljamo metodo hladne reciklaže, kar pomeni, da slabe odseke obnovimo hitreje, ceneje, okolju bolj sprejemljivo. V zadnjih letih smo po tem postopku obnovili 40 do 50 km državnih cest. S partnerji smo v projektu REBIRTH pripravili demonstracijski prikaz hladne reciklaže na samem mestu. Z namenom, da pokažemo občinam, upravnim enotam, projektantom in investitorjem, na kakšen način lahko saniramo poškodbe na cestah. Ustreznost obnove poškodovane ceste po postopku hladne reciklaže se ugotavlja na terenu s preiskavami materialov. Treba je pripraviti recepturo, da se glede na vrsto, kakovost in debelino sedanjih poškodovanih materialov določijo ustrezna zrnavostna sestava stabilizacijske mešanice in optimalna vrsta ter količina stabilizacijskega veziva, ki je lahko hidravlično ali bitumensko. Za kakovost hladne reciklaže so ključnega pomena laboratorijske preiskave in notranja kontrola izvedbe del na gradbišču in v laboratoriju. Na terenu se preverjajo količina posipa veziva, globina recikliranega sloja, vlažnost in stopnja zgoščenosti reciklirane mešanice, ob hladni reciklaži z uporabo penjenega bitumna pa še temperatura bitumna in karakteristike penjenja. Preiskave v laboratoriju zajemajo določitev trdnostnih karakteristik stabilizacijske mešanice in zmrzlinske obstojnosti. Za mano prikazujemo tehnološki postopek reciklaže na mestu samem. Po klasičnem postopku moramo material izkopati, ga odpeljati k predelovalcu gradbenih materialov in pripeljati nov kamnit material. Pri hladni reciklaži se vsi ti postopki opravijo kar na lokaciji, kar pomeni prihranek časa, materiala in denarja. Po tej tehnologiji se odstranijo sedanje plasti, se tam na kraju reciklirajo in zmešajo z vezivom. Tako izkoristimo star material in ga uporabimo v novi voziščni konstrukciji, na katero položimo asfalt. Za reciklažo in stabilizacijo uporabljamo reciklažni niz, sestavljen iz posipalca, reciklatorja, cisterne, valjarja in gredarja. Prednost reciklaže ceste na mestu samem je, da preprečimo nastanek gradbenih odpadkov, da ohranimo naravne vire in da zmanjšamo emisije CO2. Evropska komisija je v letošnjem letu začela aktivno pripravljati prilogo gradnje in rekonstrukcije cest v sklopu zelenih javnih naročil. Partnerji v projektu REBIRTH smo se dogovorili z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, da pripravimo strokovne podlage za prilogo gradnje in rekonstrukcije cest v sklopu slovenskih zelenih javnih naročil. Glavni cilj je, da se pri vsaki novi gradnji cest ali njeni sanaciji uporabi vsaj 10% recikliranega materiala.